Lepo pozdravljeni v oddaji Drzni zmagovalci. Tokratni gost je poskrbel za največji uspeh kakega avtomobilskega dirkača v samostojni Sloveniji. Na sloviti dirki 24 ur Le Mana je leta 1994 pripeljal do 3. mesta v svoji kategoriji, skupno pa se je uvrstil na 10. mesto. Naš tokratni drzni zmagovalec je Matjaž Tomlje. Dober dan. Lepo pozdravljeni, gospod Tomlje. Torej, vaša zgodovina, vaš življenjepis je zelo pester. Vse skupaj ste zbrali v knjigi, ki je šla pred 2 letoma, Vse je usoda. Mi zdaj tukaj predstavljamo podjetnike, ki so sami prišli do uspeha, vi pa nam to obračate na glavo in ste rekli, vse je usoda. Kaj je zdaj? Vaš uspeh, delo, usoda? Seveda je vse usoda, ne? In če bi vsi ljudje vedeli, ne, da je to resnica, ne, bi bili dosti manj slabe vole, zafrustrirani in tako dalje, ker če bi vedeli, da nam je vse zapisano že naprej, preden smo se rodili, potem ne bi bili toliko nesrečni, če nam neke stvari ne uspejo v življenju, in bi bili bolj pomirjeni, ne, in vdani v svojo usodo. Ker pa ljudje v šolah se te stvari ne učijo, najbolj pomembne stvari, recimo jaz bom eno stvar rekel, ki moji prijatelji in ljudje blizu mene pravijo, ne govor take stvari na televiziji, jaz bom pa rekel ne. Za nalašč bom to povedal. Največji problem tega modernega sveta, posebno zahodnega, je to, da so pozabili, da obstaja stvarnik, ki je vse to ustvaril, in ta moderna znanost govori samo o nekem, ne govori o kreacionizmu, ampak govori o darvinizmu, ne, da je vse nastalo iz nič, ne. Za kar pa jaz pravim, da je največja napaka te civilizacije. Dobro, zdaj greva najprej po tej vaši uspešni poti. Torej, tule za nama se bodo vrstile fotografije vaših uspehov, pa začniva takole na začetku, kajti tudi v knjigi začnete takole na začetku. Torej, vi ste otrok edinec, rojeni v Dolenjskih Toplicah. Kot sem razbrala, iz vaše knjige ste imeli zelo, zelo srečno otroštvo in zelo ljubeča starša. Koliko je to pomembno za uspeh nekoga v življenju? Poglejte, bistveno je to, da imaš starše, ki te skrbijo zate, ki ti imajo radi, in to je en najlepše obdobje življenja, kjer ti ni treba skrbeti, kaj bo, ali bo jutri nekaj se zgodilo, ali ne, nekdo drug skrbi zate. In posebno v tistih časih, ko ni bilo nekega napredka, kjer se je živelo praktično kmečko življenje, mi smo iz kmetov doma, mi smo še imeli doma na dvorišču smo imeli gnoj, ne, in živali domače in tako dalje. In to je ena prelepo življenje bilo, nismo imeli nekega bogatstva, ampak smo imeli vsega zadost. Za pridnim delom. Zato ste se tudi zelo trudili, da ste dobili prvi avto, to je bil spaček, če se ne motim. Kako se je potem ta spaček znašel na tem dvorišču? Mama je bila zgrožena, ne? In vsi ti deli, sestavljali ste avtomobile, kako je bilo to? Poglejte, moja velika želja so bili zmeraj avtomobili, tako tudi, če pogledaš, danes otroci sanjajo o nekih avtomobilčkih, o nekih dirkah Formula 1. Zdajle mi je en poslovni partner prosil, naj mu organiziram tole karto za Formula 1, pa ker je poslovni partner, ker je dober človek, pa sem jaz to mu zrihtal. In de facto je to neka želja mladih ljudi, so te hitri avtomobili in tako dalje, in to je bilo isto pri meni. Seveda mi nismo imeli ne denarja, niti možnosti takrat, da bi si lahko kupili, ker danes je popolnoma drugače. Starši imajo dovolj denarja, kupijo otroku avtomobil, to ni praktično nič posebenega, ne. Takrat je pa to bilo nekaj neverjetnega, ne, če si imel avto, ne. In jaz nisem imel denarja, ne. Moja želja je bila pa v tistem času Fiat 500, ta avto mi je bil dizajnersko najlepši. In takrat teh avtomobilov ni bilo v prodaji v Jugoslaviji,
in so se prodajali razni pokvarjeni, malo udarjeni, takole na teh licitacijah, ne. In jaz sem na eno tako licitacijo na Reko šel, da bi kupil tega Fiat 500, ampak nisem mogel konkurirati tam bogatim privatnikom takrat, ko je to za svojo ženo kupil, tako nekdo, ki je imel 10 kamionov, je to kupil za svojo ženo, takole za dobrodan. No, in jaz pa nisem mogel, pa sem pa bil žalosten, sem pa potem vzel enega spačka tam popolnoma uničenega, ne. In sem naredil takrat veliko napako, ne, ker bi ta avto je bil mogoče vreden 50 evrov, ne, današnjega denarja, ampak če bi mi ta avto prodali za dele, pa bi mogoče dobili 100 evrov, ker smo ga pa renovirali popolnoma, ne, nas je pa koštal več, ko bi mi novega kupili, ne. Tako da sem prvi tak poslovni potezo naredil v minus, ne. No, ko sva ravno pri spačkih, seveda sem tudi sama voznica že več kot 40 let, moram to zelo potihem povedati. Prav ti spački so bili zanimivi, zdaj me zanima, kako vi gledate na to. Spaček pa tudi potem Katrca so imeli prestave zgoraj pri volanu, pa nekateri Audi celo v volanu. Katera prestava je boljša? Bi sploh lahko dirkali s to prestavo, ne, da bi prestavljali pri volanu? Najboljši avto ta, ki nima menjalnika. Torej, da ni treba predstavljati, avtomatično. Vse to je zastarelo, avtomobili, ki imajo ročen menjalnik, so zastareli. Ampak dirke z avtomatikom? Dirkali smo in smo prestavljali, ne. In recimo dirkalni avti imajo posebne menjalnike, ne. Nimajo teh sinhronov, ne. Je treba zelo natančno predstavljati in je tako trd menjalnik kot pri kamionu, ne. Pa nima vzvratne, ne? Prosim? Vzvratne, rikverc. Tudi imamo, tudi. Dobro, zdaj to je bil zdaj mečkan intermezzo avtomobilistični. Greva zdaj naprej, ne, kako ste vi potem prišli do teh prvih avtomobilov, s katerimi ste pa potem dirkali, ne? Ja, jaz sem te avtomobile prodajal, dele prodajal. Jaz sem bil študent, ne. Jaz sem v gimnaziji na maturo prišel že s svojim avtom, sicer ne registriranim, ne, ampak in brez izpita, in sem se pripeljal 17 leti tam v gimnazijo z avto, ne. To je bil nekaj posebnega, ne. In sem te avtomobile jaz prodajal in sem prišel do nekih 7000 mark takrat, ne. In sem v Nemčiji kupil na oglasu neko formulo staro, Volkswagen, to je bila tak manjši avto, 7000 mark je bil takrat recimo nova Diana. Citroen Diana je stala takrat 7000 nemških mark, ne. In sem prišel do tega avta, ampak ta avto je bil popolnoma nekonkurenčen, ne. Ampak z nečem sem začel, ne. In tako naprej, in potem pa sem vedel, da z dirkam se ne moreš ukvarjati, če nima sponzorja, ne. In sem iskal sponzorja, ne. In sem nekje, sem bil tudi na teh, hodili smo na te dirke v Avstriji, v Zeltweg, Formula 1, ne. Nismo imeli niti za jesti, smo tam zelena jabolka jedli, ker nismo imeli tudi za hrenovko denarja. No, in sem jaz, tudi nismo imeli teh propustnic, ne, da bi prišli v te bokse Formula 1. In mi smo to, en moj prijatelj je preplezal ograjo, jaz sem pa bil bolj znajdljiv, sem pa ustavil tam en avto angleških tablic, pa sem rekel, prostite gospod, tam me peljete noter v pedok. In zadaj mu pa motor Formula 1, ta en Ford Cortina je bila. In me je peljal not, en dober človek, ne. In sem bil tam in sem hodil okrog in vuhlal to in vidim tam en tim Williams, ne, in vidim tam en avto, da nisem še nikoli videl, kot neko vesoljsko vozilo, je bilo Lamborghini Countach, se je rekel, ne. In tam en človek govoril bil, vsi sem mu smejal, tak. Sem rekel, pa kdo je ta frajer, ne? In nisem vedel, kdo je ta človek, ne. In potem pa jaz kupujem te tuje časopise avtomobilske, ne, v glavnem sem jih listal v mladinski knjigi, ker nisem imel denarja, da plačam, in vidim in preberem Walter Wolf, ne. Nisem jaz vedel, da je on Slovenc, ne. In sem jaz potem spet naslednjo leto šel do njega in sem mu rekel, jaz pa imam ta avto že, pa bi rad kakšnega sponzora dobil, in jaz sem angleško z njim govoril, ne. Je rekel, I'm running Formula 3, I'm running Can-Am, I'm running Formula, I have enough of this, sorry, I'm not interested.
No, potem pa jaz nisem nikoli jaz bral časopisov, ne. Ampak nekako mi je neko delo prišlo pod roke, ne, in vidim tam v Zlati lisici je bilo in tam Drobir se je imenovalo neki taki, kako je Tone Vogrinc peljal Walter Wolfa na Zlato lisico v Porscheju, v Wolfovem Porscheju. Sem rekel, Marija, tle je bil ta človek, ne. In pokličem in grem v imenik, mi nismo imeli telefona doma v Ljubljani nikjer, ne, in sem tam na pošti poiskal v telefonskem imeniku Tone Vogrinc telefon in ga pokličem. In se Tone Vogrinc, sem rekel, prostite, jaz poznam Walter Wolfa, pa bi ga rad poklical, a je on šel v Mariboru. Ne, in rekel, je šel na Azurno obalo. No, sem rekel, tako. In sem rekel, a bi vi meni dal njegove številke, ki ste vi dober. In mi je dal, Tone Vogrinc mi je dal številke. In sem jaz poklical potem Walter Wolfa in sem se tako z njim dobil in sem začel se pogovarjati. Sam sem zamudil ta vlak, ker je on takrat, ko sem jaz začel z njim komunicirati, že šel ven iz Formule 1. Tako. Torej, tisto, kar je bilo zame zanimivo, ko sem brala te knjige, nisem pa taka poznavalka, je bilo to, da pravzaprav očitno si mora ta dirkač sam kupiti nek avto. Nekateri avtomobili, sem brala, so tudi sestavljeni, šasija od tam, kupite brez motorja in tako naprej. Ne? To me že takoj zanima, ali je potem potreben nek A-test, ali lahko karkoli sestaviš. In seveda potem potrebuješ nekoga, da te sponzorira, da pristopiš na to tekmo. Kakšen je mehanizem teh tekem? Poglejte, točno tako, kot ste vi rekla je, ampak včasih so bila tudi avtomoto društva, recimo v stari Jugoslaviji, so bila ta velika društva v Zagrebu, v Beogradu, ne. V Ljubljani tega športa ni bilo toliko močnega, ne. In so tista društva bila tako močna, da so prispevala sredstva od sponzorjev za moštva in tako dalje. In je bil ta v teh, recimo Sarajevo, Beograd, Zagreb so bili močni v tem športu. Ne. Mi tega nismo imeli in je bilo to v bistvu privat. Ne. Privat si se mogel znajdati. Ne. So bili neki ljudje, ko so bili avtoprevozniki, pa so lahko to plačali svojega denarja. Mi drugi smo se pa borili takole kot črnci. Ne. No, ampak zdaj ste rekli ključno besedo. Ne? Recimo, če je kaj pomembno v tej vaši knjigi Vse je usoda, je seveda to, da ni vse usoda, ne? In da je pomembna tudi iznajdljivost. Ne? Mislim, to je res knjiga za nekoga, ki bi rad iz nič začel posel, kako se znajdem. Kako ste se vi znašli? Dobri ste bili. Jaz sem bil, res. Mislim, ampak jaz vem, da sem bil dober, ampak jaz nasproti vam moram vam to odgovoriti, da jaz sem zato to vse naredil, ker mi je to usoda dala. Dobro, da bova se tukaj debatirala. Ampak vi ste vendarle, to je to mreženje, temu rečemo danes. To se pravi, vsakega poklicali Vogrinca tega, poznaš koga, dal vse naslove. Kako je bilo s tem? Povejte nam. Pač znam prepričati ljudi, ne? In to celo življenje, tudi danes. Jaz sem stalno v pogonu, stalno se družim z ljudmi. Ne? Recimo zdaj sem bil v Monte Carlo na dirki Formula 1 in sem spoznal eno Kitajko, eno zelo bogato milijarderko, ki bi rada z mano sodelovala, bila navdušena z mano in tako dalje, ker jaz nekako znam z ljudmi. No. Mislite, da danes mladi podjetniki mogoče ne, ali so bolj na spletu? Ogromno različnih možnosti uspeha. Ja. Je čisto enostavna, tako kot smo bili včeraj na otvoritvi Kubala, on je začel voziti kamion pri svojem očetu. Danes ima 600 kamionov, največjo logistični center postavil z navadnim premočrtnim delom. Seveda spet je bil dober z kontakti. Je znal vzpostaviti z BTC-jevimi ljudmi dober odnos in so mu dali delo. Isto je, pri meni je pa drugače, ker jaz pa ne baziram na neki ravni črti, ampak hočem neke velike stvari naenkrat narediti. In meni je recimo to uspelo, da sem jaz Walter Wolfa prepričal, da mi je zaupal
in sem rekel, imaš kolonsko vodo, jaz bi to naredil za Jugoslavijo. In sem uspel. No, dobro, zdaj kolonsko vodo malce kasneje, pa vendar greva na te vaše dirke, ne, in na ta uspeh. To se pravi, vi ste tudi na svoj dirkalnik, najprej ste dirkali čez Gorjance, ali kako je bilo to, pa ste potem šele šli na to F3. Ja, najprej smo mi vozili s to formulo, ta malo, ko sem kupil v Jugoslaviji, kjer nisem mogel nič narediti, ker je v Mariboru je bila dirka na letališču, sem mislil, da avion pristaja, ko je ta najhitrejši avto šel mimo mene. Ne. Ampak pokazal sem, da sem pravi in da nekaj bo. Ne. In potem sem jaz ta avto prodal in sem videl, da je v Sloveniji pa zelo zanimiv rally. Ja. In sem kupil avto, ki ni bil za rally. M3 mi je bil všeč avto, prekrasen avto, še dan današnji je ta avto legendaren. Kaj je to BMW? BMW M3, ja. No in sem ta avto kupil, ki ni bil za rally, ampak mi je bil všeč, enostavno mi je bil všeč in sem ga kupil. Nisem pa pojma imel o ralliju, nisem vedel kako, ker na ralliju ni, jaz sem rekel, pa se ta avto gre 250 na uro, se ta avto bo zmagal. Ma ne, rally se voz po mehkih cestah. Ja, zleteli ste s ceste, ne? Ja, največja brzina je 150 na uro, ne, na ralliju, ne gre nikoli hitreje. In tak avto ni sploh, nima nobenega. No, ampak gledajte, to je še en zelo zanimiv moment te vaše podjetniške poti, ne? Danes recimo se delajo poslovni načrti. Torej, ni variante, da nekdo ne bi nič vedel o ralliju, pa šel pejmo v rally, ne. Recimo, to je zelo zanimivo, da ste se kar podali, skočili in potem rekli hop. Vse jaz delam tako. Vse tako delam. Ampak se je pokazalo, da je sicer bilo napačna odločitev, ampak na koncu se je pokazalo, da je bila prava. Ker sem potem s tem avtom vozil na gorskih dirkah, na hitrostnih dirkah in vse rekorde možne in vse zmage dosegel. Zdaj bi povedal zanimivost to, da moj prvi pravi sponzor je bilo tuje podjetje. In to je bilo Reynolds Tobacco, to je Camel cigarete so bile. In kako pride do teh ljudi, nekje sem slišal tam, ko sem vprašal, kje pa je sedež tele firme, pa so rekli v Ženevi. Pa grem jaz spet na pošto Slovenije, ne, in tam so bili imeniki iz vseh držav, ne, in Ženeva, in jaz iščem Reynolds Tobacco. Evo številka, spet nimam telefona, grem tam, kjer je, plačam in kličem tam v Ženevo in se oglas tam tale direktor, kar, hey, Bruce Coleman here. Sem rekel, I'm from Slovenija, I'm driving, in vozem bi pa rad z vami. Come to Geneva. Pridite v Ženevo, pa sem šel v Ženevo, pa sem mu tako prezentiral, da je bil navdušen, je rekel, vas sponzoriram, je rekel. Ampak jaz sem premehno ceno povedal, ker nisem vedel, kakšne so stroški teh dirk. Potem sem zvedel, da je en tekmovalec na Madžarskem dobil za isti paket sponzorstva 500,000 mark, jaz sem dobil pa sam 100, ker sem sam 100 prosil. Spet se niste prej poznali. Nisem poznal, ni bilo nobenega človeka, da bi mi svetval. Zanimivo. Nobeden, ker vsi skrivajo te stvari, noben noče to povedati. Ne. Ampak kako ste pa potem zvedeli kasneje? Ja, od tega menedžerja, od teh Madžarov sem zvedel, da kakšno napako sem naredil. Ampak tudi 100,000 je bil ogromen denar za tiste čase. Ne. Ampak hočem povedati, da če človek ne ve, plača šolo. Ja. No, potem ste pa ta znak, to kamelo, ne, dali na avto, na tega 24 ur Le Mana? Ne. Še naprejšnje? Ne? Samo za rally. Aha. Potem sem pa jaz kupil drug avto, to je BMW rdeče barve, ne? Ja. In tega sem pa financiral sam, nisem imel nobenega sponzora, ker sem takrat že prodajal kolonsko vodo in sem imel toliko denarja, da sem lahko sam financiral. Ampak imeli ste pa tudi znak Walterja Wolfa, recimo. Ja, pa se to iz kolonske vode. Iz kolonske vode, ja. No, recimo tole je ta Porsche, s tem ste zmagali na 24 ur. Ne, to tretji sem bil. Aha, tu ste, no pač tretji, ja, to je ta podvig. Ja. Seveda, ampak to sem jaz sam plačal. To je bil moj brand. Jaz sem lastnik tega brenda in sem plačal iz mojih lastnih sredstv. Založili tudi, ne, recimo, pa potem dobili kaj nazaj. Veste kaj, jaz to delam in to je povezano.
No, tule vas vidimo, to je slika iz tega Lemana, odkot je ta slika? Iz Lemana. Ja, tule vas vidimo tudi z čelado, ravno tako nalepljeno s temi sponzorji. Kje je zdaj ta čelada? Ta čelada bo zdaj, to čelado ne bom nikomur dal, to bom zadržal zase. Imam jaz več čelad, veste, ker sem na vsaki dirki več teh čelad imel. Eno čelado, s katero sem nastopil v Jugoslaviji, sem razstavil v Wieners klubu, v hotelu Austrija Trend, in tam je moja slika zraven teh relikvij Dončića in teh raznih moštev nogometnih. Zdaj bom pa razstavil vse te moje obleke, pa pokale, pa medalje in tele kartice Telekoma Slovenije v muzeju Bistra, Tehnični muzej Bistra. Tam boste imeli stalno razstavo? Stalno. Poklonili njim? Poklonili, ker jaz imam toliko tega materiala, da nimam kam dati. Lahko bi imeli svoj muzej. Veste kaj, tam je pa sam delo. Ja, z vsako stvarjo. Ampak dobro, lejte, zdaj pa mogoče beseda o teh slovenskih direktorjih, ne. Tudi tu vidimo nalepke, recimo, kdo vse vas je sponzoriral, Krka, pa prej smo videli, pa Sava vidimo, torej vse te slovenske firme, ki jih mogoče danes tudi ni več, žal, ne. Ja. Veste kaj, res je to, da sem jaz imel in še zdaj najbrž imam to kvaliteto, da znam ljudem predočiti določene stvari. In moj velik prijatelj, poslovni partner, učitelj, sponzor, donator je bil Miloš Kovačič iz Krke. Ne? In jaz sem njega spoznal šele, ko sem jaz Krko preko drugih ljudi naredil ta posel s kozmetiko, ki je Krka prodala v 10 letih, da je 10-20 milijonov teh raznih artiklov Walter Wolf v kozmetiki. Ne? In ko je pa Krka imela eno predstavitev kozmetike na otoku Mali Lošin, sem jaz tam prvič gospoda Kovačiča spoznal. Ljudje mislili, da sem ga jaz prej poznal, jaz ga nisem prej poznal. Jaz sem ga tam spoznal, ne? In je bil fasciniran nad mano in sva bila prijatelja, ne? In sva se družila in on mi je ogromno svetoval. Bil tudi povsod, kjer sem jaz bil v raznih stvareh, je bil on ali častni pokrovitelj ali predsednik organizacijskega odbora ali karkoli, mi je stal ob strani, da sem lahko določene stvari naredil, ker brez velikih ljudi ne moreš nič narediti. Torej, vi ste osebno poznali, tako kot pravite, gospoda Miloša Kovačiča, Antona Majzla iz Mobitela, ne, Adolfa Zupana, Borisa Andrijaniča, Jurija Levičnika, to se pravi IMV, potem kasneje Renault, Andrijanič. Torej, kaj se vam zdi, zakaj smo pravzaprav prodali vse slovenske firme? Zdaj spet ta teden slišim za eno. Najprej bom vas popravil, mi nismo to prodali. Prodala je ta lažna elita, ki nam vlada. To so ti ljudje, ko ne znajo nič delati, zavzeli so položaje in prodajajo našo srebrnino. Ne. To smo mi, cel ta slovenski narod je to zaslužil, to so bila družbena podjetja, lahko bi rekli državna podjetja. In mi zdaj razpisujemo razne referendume, recimo za dovoljenje za ubijanje ljudi, referendum, namesto da bi dali referendum, ali lahko prodamo kakšno podjetje, ali lahko damo ljudem minimalno plačo 1500 ali 2000 evrov. To bi mi radi na referendumu imeli. Ne pa take uslarije, ko jih zdaj dajajo, samo zato, da dobivajo politične točke določene leve stranke. Torej, lažna elita, kdo so to? Lažna elita, poglejte, veliko raziskav je bilo narejenih v Sloveniji, komu Slovenci zaupamo. Najmanj zaupamo parlamentu. Potem drugi so potem politika nasplošno, potem so finančne inštitucije, potem so zavarovalniške inštitucije, potem je energetski sektor. Tam ne zaupamo. Komu zaupamo? Gasilcem. Torej, točno se vidi, kaj slovenski narod zaupa navadnim ljudem, ko se družijo, ko pomagajo drugim. To je največje zaupanje. Najmanjše zaupanje je parlamentu. Zakaj? Zaradi tega, ker ti ljudje ne delajo nič
Se norce delajo z nami, se prepirajo med sabo in popolnoma nič naredijo za slovenski narod. Vsi se hvalijo, kaj bodo naredili za druge, nobenemu niso dvigali neko človeško plačo. Včeraj sem bil na tej otvoritvi, pa prav ta direktor BTC-ja mi, prav ti ljudje, ko delajo tukaj, dobijo 1000 evrov, se ne morejo živeti s 1000 evrov. Sem rekel, seveda ne treba. Ja, pa bi dal ti večja. Ja, je rekel, ne morem, ker je pač situacija taka. Ne. Bi mogla država poskrbeti, da se ukine dohodnina in se avtomatsko dvigne plača. Ne. In kaj največji problem Slovenije je ta, da ta lažna elita, ti politiki, oni preveč denarja razmečajo za nepotrebne stvari. Mi najmanj 5 milijard od, recimo, da je 19-20 milijard budžeta, zmečemo kot prazna slama za razne inštitucije, za razna delovanja, ko so nepotrebna slovenskemu narodu. Primer vam bom povedal, OECD 5 milijonov evrov, CERN v Švici 5 milijonov plačamo. Vesoljski program je zdaj Han dvignil na 20-30 milijonov, ne? Ker mi ne bomo nikoli poleteli na Luno. Ne? To so sanje, to lahko Amerika pa Rusija, pa Kitajska. Mi nimamo kaj tam iskati. Ne? Ampak zapravimo 30 milijonov in ko to sešteješ 1000 takih stvari, ne? Sešteješ, je to 5 milijard. In če bi teh 5 milijard prihranili, bi imeli denar za pokojnine, bi imeli denar za plače poštene in ljudje bi bili nasmejani, srečni. Torej, tudi vi ste se družili s politiki, ne? Vse poznam jaz. Ja. Sem videla na sliki je dr. Drnovšek, na sliki je Janez Janša, ampak najbrž so bili tudi drugi, ne? Zakaj se družite z njim? Z dr. Drnovškom sem imel poseben odnos, bil je edinemu športniku pokrovitelj na 24 ur Le Mana. Bil sem privatno z njim in tudi sem za določene ljudi, recimo za Miloša Kovačiča, sem organiziral sestank na 6 oči, kjer je gospod Kovačič se hotel z njim pomeniti, zdaj je privatizacija, ne? Mi smo od Zahoda dobili prisilo, da moramo privatizirati gospodarstvo, ne? In Krka je, takrat je rekel Miloš Kovačič, je predstavil to Drnovšku, je rekel, Krka je danes vredna 1 milijardo mark. Mi na ta način, kot je predloženo, kot je Saks predložil, mi ne moramo sprivatizirati. Doktor Drnovšek je zelo malo govoril. Razgovoril se je, če je popil kakšen kozarec vina. Drugače pa ni govoril. Takrat je pa rekel samo eno stvar. Pa manj ocenite Krko. In ker so manj ocenili Krko, so jo lahko sprivatizirali. In v resnici je Krka danes vredna mogoče 2 milijarde in je še bi mogla v resnici polovico biti lastnik država. Če bi bilo pošteno. Ni bila pa prodana tujcem, tako kot Lek, ne? Ja, to je pa velika sreča, ne. Največja nesreča je bila recimo Rob, ki je prodal Lek švicarski multinacionalki Novartis za drobiž, ne. In v 2-3 letih je to Novartis dobil nazaj s profitom, ne. Take stvari se ne sme delati. To je največji kriminal, ki ga dela ta lažna elita. Primer, včeraj sem bil na tej otvoritvi in je zraven prišel tale človek iz Podravke in mi je rekel, smo pa dobro tukaj delamo, je rekel, smo prodali zdaj nepremičnine tukaj v Ljubljani, ne, na Šmartinki in smo toliko denarja dobili za to prodajo od gospoda Boskorola, da toliko, kot smo za celo žito dali, ne. In takole zgubljamo mi denar, ne. Ja. To je sramota. A sploh še kaj imamo? Nič. No, ampak recimo zanimivo, ne, v knjigi piše, to mi je dalo tudi misliti, da takrat, ko je bil ta program parfumov, ne, Krka se najprej niti ni toliko zagrela, pa potem kasneje se je, vi bi v bistvu takrat lahko sami začeli s to proizvodnjo parfumov, ampak niste. Zakaj ne? Nisem, zato ker jaz imam koncept drugačen. Moj oče je želel, da mi naredimo to proizvodno, ker mi smo to najprej sami naredili. V drvarnici. V drvarnici smo to delali. Nismo imeli mi proizvodnih prostorov.
In smo v enem mesecu sem jaz prodal 10,000 teh kolonskih vod, ne? Kar je bil rekord. Ne? Zato smo mi to prodali, ker so oni videli, mi smo jim že ponudili najprej. Direktno preko Švice, da naredimo licenčni pogodbo. So rekli, nas ne zanima, ker nam vsi nudijo od Diore naprej. Ker je bila takrat to zaprta država Jugoslavija. Ker smo pa mi to na tržišče dali, bili uspešni, so pa videli, da smo konkurenti in zame je bilo to v redu, da sem ta kolonsko vodo predal in da delam druge stvari. In sem odprl srajce, usnjene izdelke, penino, kavo in tako dalje. Ja, vse Walter Wolf, ne? Ja. Torej, kje zdaj prodajate vse te izdelke? Mi trenutno največ prodajamo okrog 50 milijonov evrov prometa, delamo s cigareti na Hrvaškem. Walter Wolf? Ja. Ja. Delamo penino, delamo za Slovenijo in nekaj Hrvaško. Drugače pa ta modni del pa delam jaz največ na Kitajskem. Moja partnerka je Poljana Ču, včasih je bila najbogatejša ženska Hongkonga, zdaj je zaradi teh raznih njenih špekulacij na borzi je malo zmanjšalo se to bogatstvo, ampak še zmeraj je milijarderka. In imamo po teh glavnih mestih od Singapurja do Hongkonga, Pekinga in tako dalje. Imamo te butike Walter Wolf, kjer dobro delamo. Jaz sem pa toliko, jaz izmeram neke svoje prioritete dajem in sem neke druge prioritete nekaj časa imel mednarodne, tako da sem malo to zapustil. Pa vidim, da je zdaj možnost v Jugoslaviji spet se pojaviti, ker veste, bila je vojna, te vezi med republikami so razpadle, zaradi tega, ker se naši politiki niso znali ob osamosvojitvi zmeniti, da bi normalno potekal posel. Zdaj tudi ogromno podjetje je propadlo, moji partnerji, primer Labot, Toko Domžale so propadli, ne. In zdaj se je pa to spet postavilo na svoje noge. Imamo lepe trgovine po celi regiji, ne. V Sloveniji? Tudi v Sloveniji so čudovite trgovine in zdaj je čas, da se spet nastopi na tem trgu. Ampak Kitajci, ki jih omenjate, so velika konkurenca tudi glede električnih avtomobilov, ne? In tekstila. Kako bo potem s temi dirkami z električnim avtomobilom? Bi se vi podali na tako dirko? Električni avtomobili so propadli. Bila je velika euforija. Električni avto moramo razdeliti na dve stvari. Eno je električni avto z baterijo, ena stvar je pa električni avto brez baterij. In to je prava pot, ki pa še ni še enega iznajditelja, ki bi oživel Teslin patent za brezplačno energijo. Ker je Tesla naredil tak avto in se je vozil anteno in je črpal iz okolja energijo in ta avtomobil je idealen. Zakaj je idealen? Pri benzinskem motorju imamo mi motor, imamo mi hlajenje motorja, imamo mi izpušno cev, imamo menjalnik, imamo diferencial, imamo ogromno enih tehničnih stvari v tem avtu. V električnem avtu, od najboljšim električnim avtom, imate 4 električne motorje, ki so obenem tudi zavore. Z brezplačno energijo je to čista energija iz okolja. Ta elektrika, ki jo pa zdaj polnimo v električne avtomobile, je pomazana energija. Vi ste pravi za kandidat za evropske volitve, žal zdaj že mimo, ne, mogoče drugič. Bi šli v politiko, gospod Tomle? Politika mene zelo zanima, ker je tudi Platon rekel, kdor se ne zanima za politiko, mu vladajo manj pametni ljudje kot si sam. Seveda me zanima politika, ampak na eni strani imam jaz ogromno svojih projektov, še nerealiziranih. Na drugi strani seveda me to zanima. Stvar je pa v tem, da je potrebna kritična masa ljudi, ki podobno razmišljajo kot jaz, da rečejo, zdaj je pa tega zadost, zdaj pa ne bomo mi
se delili na domobrance pa partizane, ampak bomo rekli, dajmo mi nekaj narediti za slovenski narod. Dajmo narediti 30 novih tovarn, dajmo znižati ceno goriva na 1 evro, dajmo znižati mazanje okolja, dajmo ukiniti plastiko, dajmo iti na papir, dajmo narediti, mi smo bogati z lesom, dajmo narediti 2 velike žage, nadaljujemo z izdelavo celuloze in nadaljujemo z izdelavo celofana. Nam ni treba plastičnih vreč, imamo celofane, iz celofana, ki je iz lesa. Imamo na drugi strani na Notranjskem drugo žago, tam naredimo proizvodno lesa. Imamo takoj naprej naslednja tovarna zraven, priključena je že tovarna pohištva, ali mi kupujemo pohištvo iz tujine. Iz svojega lastnega lesa, ki je narejen iz našega lesa. Kakšna sramota. Ja. Ampak dobro, gospod Tomle, torej kam v politiko bi šli? Omenjali so vas za predsednika države. Ne, to ne. Mene zanima izključno, če se kritična masa pametnih ljudi, ki so nekaj v življenju naredili, ki ima rezultat, da reče, sem naredil to tovarno, sem naredil to, sem naredil. A bomo mi pomagali Slovencem, ker največja kvaliteta v življenju je, da pomagaš drugim ljudem in to brezplačno. Jaz sem v svoji knjigi napisal, ker promoviram, da tudi drugi nekaj darujejo in sponzorirajo, jaz sem, ne vem koliko, ne vem te cifre, ampak garantiram, da sem toliko denarja sponzoriral in daroval, da bi imel palačo z Rolls-Royce in Ferrari nekje na morju. Ampak sem doniral. In je to največja čast, da daš zastonj in da noben ne ve. No, povejva še to, da vaša teta, Tina Tomle, je bila v času socializma, bi rekli, ljubljanska županja oziroma predsednica skupščine občine Ljubljana ali mesta Ljubljana. Njen partner, ne vem, ali je bil mož ali ne, sta bila poročena, je pa Janez Zemljarič. Tako, pokojni. Ja. Nisem bil na pogrebu, ker nisem bil povabljen, ne. Drugače bi šel. Ampak se strinjate s tem, da je bil pokopan z državnimi častmi? Poglejte, jaz se v to ne spuščam, ker se ne spoznam na to. Ja. Jaz pa, poglejte, jaz vem samo nekaj stvari o njemu in sicer eno stvar vem, da ni ga vodil na puh, niti po hleb. On, kot en tak funkcionar, šef udbe, on bi lahko pokradil denarja, kolikor bi hotel. Ker vemo, kakšne afere imamo v Sloveniji. Vse so nerešene, ne? In vsi ti ljudje so 100 milijonov evrov pokradili. On je ukradil nič. To je ena velika pozitivna stvar za njega. Druga stvar pozitivna je, da je zgradil Cankarjev dom, klinični center, Halo Tivoli in začel delati ljubljansko obvoznico. No, kaj pa negativne strani? Negativne stvari ima, sicer to njegovo delo, to ne moramo odobravati, to sem sam bil od te službe tudi kaznovan. Ne, od udbe? Od udbe, ne. Ja, kako? Mi mladi fantje, takrat, ko sem jaz imel 20 let, smo si želeli motorjev, da kupimo motorje. Jaz sem si nek denar prišparal in sem rekel, bi tudi jaz kupil motor, ampak ti motorja nisi mogel kupiti v trgovini, ne. Si lahko kupil samo preko uvoznika. In uvozniki so bili pa ti ljudje, ko so delali v tujini. Gastarbajterji. Ja. In so imeli to dovoljenje in so prodajali ta dovoljenje po 500 mark in sem jaz to dovoljenje kupil, uvozil motor, plačal carino, plačal davek in ta motor imel. In takih Slovencev je bilo v enem kratkem obdobju okrog 300. In je takrat udba rekla, to ni v skladu z socializmom, to je treba jim pobrati, treba kaznovati te ljudi in so nam motorje pobrali. Ja. Edino Tone Vugrinc pa Bojan Križaj sta jih dobila nazaj. Zakaj? Ker sta v Beogradu dala pogoj, ukolikor ne dobiva motorje nazaj, ne nastopimo v Sarajevo. No, ampak vam je kdaj prišlo prav, da je bil Zemljarič vaš stric? Ne, ker nisem jaz, mi nismo imeli dostopa do njega. On bi lahko nam ogromno pomagal. On bi en telefon dvignil,
pa bi rešil vse. Ne. Recimo, primer povem, ne. Moj oče je bil direktor hotela Kandija, sicer to ni bil hotel, to je bila gostilna s prenočišči v Novem mestu, ne. In sosedje so bili IMV, ne. In so ti veljaki iz IMV-ja večkrat prišli tam na razne malce, kosila in so imeli te tako imenovane board meetinge tudi kar tam, ne, in je moj oče vse poznal in jih je osebno stregel in tako dalje. In ko sem jaz hotel dirkat, ne, takrat IMV je delal Renault avtomobile in je imel te Renault dirkalnike, prave iz Francije, tovarniške. In smo mi šli na en sestank in prosili tega. On je bil sicer šef prodaje, imel naziv, v resnici je to danes board member for sales and marketing, član uprave za prodajo in marketing. In smo mu rekli, da bi to pa to, je rekel, naj Janez pokliče. Kje smo se mi upali njega poklicati? Zemljarič, ne? Ma kaki, ker če bi jaz Tini rekel, recimo moji teti, a bi ti meni nekaj pomagali, je rekla, pa kaj si ti misliš, mi se borimo tukaj za nek socializem, ti boš pa z nekimi avtomobili dirkal, da te ne vidim nikdar več. No, prej ste omenili te teme, ki nas seveda še prevevajo, to so partizani, domobranci, tudi v vaši družini imate oboje, ne? Z mamine strani, praktično v vsaki slovenski družini na tem ljubljanskem območju, človek rekel. Kako vi gledate na to spravo, pa na te prepire, pa na vse to, kar se odpira? Poglejte, v vseh svetih spisih piše, da je treba odpuščati. In najbolj srečen je tisti, ki odpusti, da si ta stvar da od sebe stran. Ne. Isto kot jeza, isto kot te negativne emocije, ki jih imamo, ne. Čim prej se tega losaš, da to odpišeš, lahko zadihaš. Če pa si skozi pod vplivom te sovraštva, skozi pod tam, ne moreš naprej. No, vi sami ste imeli tako podobno zgodbo z Walterjem Wolfom, ne? 30 let nista govorila, ali kaj je bilo? Ne bi zdaj te detalje govoril, ampak sva šla na razen in jaz sem enostavno čutil, da moram to rešiti in sem rešil in sva oba zdaj zadovoljna in sodelujeva in se videvava in če bo vse po sreči, mu bom kupil avion, reaktivca, da se bo vozil, ker prav, da bi rad imel avion. Spet, ker on je imel teh avionov še in še. Ja. No, na slikah v knjigi pa tudi tu kažemo eno, poznate veliko teh znanih ljudi, tudi dirkalcev, torej Bernie Ecclestone, potem seveda Walter Wolf je tam. Koga vse poznate, s kom vse se lahko pohvalite, se radi pohvalite s tem? Ne hvalim se jaz rad, ampak če je, ne, kaj, ne bi se rad hvalil, ker je lastna hvala cena mala, ne. Ampak, ker pa poznam ljudi, primer, jaz sem spoznal preko Bernie Ecclestona v Abu Dhabiju, emirja Abu Dhabija, ne, in smo sedeli na večeri v Čiprijanju in jaz takole se malo hecam in rečem, a bi ti dal za Slovenijo malo nafte zastonj? Je rekel, ja, pa saj vi Slovenija, vi niste niti predmestja Londona, jaz vam enih 5 tankerjev dam zastonj, ne. Sem rekel, a bi ti nam dal tole prijateljsko ceno za afriške države, pol cene, ne. Bi dal, zakaj pa ne, saj vi ne porabite nič. Jaz lahko zrihtam Sloveniji nafto za pol cene. Ja, ampak potem ni bilo s tem nič, ali kako? Ne, pa saj jaz se ne morem pogajati, saj jaz nisem državni funkcionar. Dobro, poznate tudi Donalda Trumpa, pa gospod Melanijo? Ja, jaz Melanijo ne poznam. Jaz poznam najboljšega prijatelja Donalda Trumpa, ki mi bo zdaj organiziral, da ga obiščem. Jaz imam to mirovno iniciativo Svetovni mir. To sem jaz dobil od ene družine iz Krke na Dolenjskem, ki so delali mirovni napitek in ga pošiljali vsem državnikom sveta. To so boršnari, ne? Ja, iz Krke, oni so pokojni vsi. In je ena dediščina, ne, kulturna dediščina. To zdaj vidimo tole, da samo World Peace, kaj je zdaj to? To smo naredili zdaj nov logotip, sem jaz kreiral, ne. Zadaj so tele idrijske čipke, ne. To je naredil, te idrijske čipke je naredil Ivo Kisovec, umetnik, ne. In mi bomo ta mirovni napitek
dali Donaldu Trumpu z željo po svetovnem miru. Ker jaz smatram, da samo veliki ljudje, ne, samo 3 veliki ljudje so na svetu. Ne. Putin, Trump pa Xi. In ti 3 lahko naredijo mir na svetu. Ne. Potem imaš 10 manjših teh, premier Modi ne smemo pozabiti in taki veliki tako lahko se izrazim, vladari. Oni lahko, tako kot v biznisu, en človek v neki korporaciji reče, to gremo narediti, v ta projekt gremo, tako en človek v državi, najmočnejši, z orožjem najbolj močni Ameriki, lahko naredi mir. No, vi ste, torej imeli ste tudi nekaj projektov, ki jih niste povsem dokončali. Ne? Recimo dirkališče v Sloveniji, organizirali ste tekmo po ljubljanski obvoznici, preden je bila odprta, ne? To so tudi zanimivi posnetki in potem ste tudi v Cerkljah pač hoteli narediti dirkališče. Kako je bilo z vsemi temi? Naredil sem jaz dirkališče. Ja, to je bilo dirkališče po pisih FIE, svetovne organizacije, to tudi ni bilo poceni, da sem jaz to homologacijo dobil. In to dirkališče je bilo absolutno odlično. Lahko bi bilo uporabi še danes, sicer ne za dirke, zaradi tega, ker sem jaz sem sicer sklenil dogovor s stanovalci tam teh vasi okrog, sem tudi doniral tam marsikaj za te vasi. In na koncu pa smo prišli do zaključka tudi v komunikaciji s temi ljudmi, da je to preveč hrupa za te stanovalce tam. In sem jaz potem odstopil od tega. Ampak ta objekt, ker je narejen, ker je škoda, da se ne uporablja, bi bil odličen za razne teste, za razno šolo varne vožnje, za šolo navadne vožnje. Ja, pa se otroci dirkajo po Ljubljani, pa po garažnih hišah. Mogoče bi šli lahko tja. Tudi dirkališče bi Slovenija potrebuje. Mora biti pa tam, kjer se ne moti okolja. Mora biti pa ob italijanski meji. Zaradi tega, ker Slovenija sama je premehna. Jaz sem to videl na Mobi krogu, ko sem ga zgradil, je bila interes za dirke premehen. Ob italijanski meji, na nivoju zadnje tehnologije, imaš dirkališče 365 dni zasedeno in je to strašen posel tudi za državo. Nek slovenski Celtvek, ne, ali pa Monza. Poglejte, Italija ima najmanj 10 dirkališč, sam Italija, Mađarska ima 3 dirkališča in vsa delajo plus. Ampak kdo v Sloveniji nima posluha za to? Torej, kdo od politikov je? Lažna elita. Se so vsi isti. Koga vi volite, recimo, na volitvah? Jaz ne volim nobene. Kaj si mislite? Ne hodim na volitve, zato ker to je smešno, da bom jaz šel zdaj voliti tele poslance evropske, ki grejo v Evropo samo za teh €1 milijon, ki jih dobijo. Briga njih za Slovenijo, njih briga sam lastni žep, pa bodimo odkriti, lepo vas prosim. Bodimo odkriti. No, ampak nekoga vseeno izvolimo, ne? Nekdo mora voditi državo. Ne moram nobenega voliti, ker ni noben sposoben. Jaz bi volil, recimo, če bi šel Boskorol ali pa Akrapovič ali pa taki ljudje. Te bi volil, ker vem, da so nekaj naredili. Glejte, to, kar je recimo videti iz te vaše knjige, Vse je usoda, je tudi, kako pomembna je v poslu vizija oziroma tudi vizualizacija. Ne? Vi ste te avtomobile videli že, vi ste jih narisali in ste to videli. Povejte nam kaj več o tem. To je tudi taka podjetniška mantra, ki je očitno resnična. Poglejte, samo en del v knjigi sem tudi temu materializacija, vizualizacija in tako dalje. Ne? Pa vam bom... To je zelo pomembna stvar, to je že filozofija. Ne bi zdaj v tej oddaji teh stvari preveč govoril, ampak bi povedal eno drugo stvar, da sem jaz naredil en projekt aviona, reaktivnega aviona za eno osebo, ki doseže tam brzino tudi 1200 km/h. In jaz sem to vizualiziral popolnoma, tudi sem primerjal z nekimi podobnimi stvarmi, ki so že narejene. In meni sin prav, kdaj gremo v to proizvodno tega aviona. Sem rekel, veš kaj, jaz ne bom svojega denarja v to vlagal, ker če Slovenija da 210 milijonov evrov za raziskave in tehnologije
Jaz pa bom sam to financiral, en produkt, ko je fantastičen, ko bi naredil posel, toliko delovnih mest, mi bi lahko proizvodno naredili, tega ni problema. Ne bom, sem rekel, konc koncev pa sine, veš kaj sem rekel. Jaz sem s tem avionom že letel, se menga ni treba delati. Ja, no, To je ta vizualizacija. ampak recimo, če bi vas vprašala, če ne bi živeli v Sloveniji, pa mogoče živite še kje, česar ne vem, kje bi vi drugače živeli? Vi poznate vso to elito, vsa ta mesta, Gstaad, Azurno obalo, povsod ste, praktično ste povsod. Kje bi bili, če ne bi bili tu, ali ste pa mogoče že? Veste kaj, ker sem Slovenc, mi je ta Slovenija najbolj všeč. Edino, kar me moti, je to, da je čedalje slabše v Sloveniji. Ne? Drugače pa Slovenija prekrasna. Ne? Prekrasna. In meni je lepo v Sloveniji živeti. Seveda sem jaz pa skozi na poti, to je pa res. Ker mene ljudje vprašajo, kje živim. Sem rekel v avtomobilu, kje sem skozi na poti. Ker te kratke relacije do 1000 kilometrov jaz vozim, pa to navadnim ljudem ne gre v račun. Recimo, jaz sem bil v Beogradu, sem šel v enem dnevu iz Beograda, tukaj sem prespal, pa sem šel naprej v Monte Carlo, 1800 kilometrov, pa ljudje pravijo, pa kako ti to zmoriš? Sem rekel, ne vem, za zdaj še zmorim, ko pa ne bom mogel, potem bom pa doma preklenil. Ja, pa ko bomo imeli električne avtomobile, ko ne bomo mogli. Dobro, zdaj mislim, da ste na začetku te knjige rekli tudi, da ste bili vzgajani materialno, materialistično, pa da zdaj niste več isti. Kaj ste s tem mislili? Ja, veste kaj, poglejte, moji starši so bili materialisti, ker je pač kompleten zahodni svet zdaj materializem čisti. Ne? Jaz sem pa spoznal Zdenka Domančiča, enega največjega bioenergetika na svetu, ne? In sva vzpostavila nek kontakt, me je naučil zvijati ljudi in to s pogledom jaz zvijam ljudi in take stvari sem se od njega naučil. Tudi zdravam, sicer res ne zdravam ljudi, ker že zdaj imam preveč dela, pa ne moram se še s tem ukvarjati. Ne. Ampak mojega psa sem recimo zdravil raka. Primer. In on mi je pa odprl to drugo stvar, ki jo jaz nisem poznal. Ne. Saj jaz sem hodil k verouku, pa so meni pri verouku tam govorili, to je pa Jezuščak tamle, pa lesen tamle, pa sem rekel, pa kako nek Bog lesen, vse kako niso znali povedati, ne, mlademu človeku niso znali razložiti. Ker veste, ti, ki si premlad, ti ne moreš zavzeti te najbolj pomembne stvari. Jaz sem zdaj zrel za filozofijo, jaz študiram zdaj filozofijo, biologijo, zgodovino. Zdaj sem jaz pravi za to. Ko sem bil mlad, nisem tega razumel. In ko ti vidiš, da je v bistvu najbolj pomembno to, kar je rekel Nikola Tesla. Vse je vibracija, frekvenca in energija. In ko ti to zavzameš, ko vidiš, da je to res, ko v to veruješ, veš, da je naše telo samo en dom, v katerem živiš, da je to nizka vibracija, da je to zgoščena energija in veš, da je bistvena energija visoka vibracija, fina vibracija in ta fina vibracija svetloba in svetlobo lahko poimenujemo v religioznem izražanju duša, v znanstvenem zavest in tako dalje. In ko te stvari razumeš, potem sploh ni nobenega straha, ker v svetih spisih na ne vem koliko mestih piše, ljudje Božji, ne boste v strahu. Dobro, vaše delo na nek način nadaljujeta sin in hčerka. Vi izdajate zdaj, oziroma hčerka mogoče in tudi sin, Avtošport revijo, pa Fashion Avenue. Kdaj se boste vi, gospod Matjaž Tomle, upokojili? Tako, jaz se bom upokojil tako, ker so rekli za pijanca, pijanc se spreobrne? Se spreobrne, ker so jamo zvrnjene. Isto je z mano. No, zdaj pa za konec še zapisali ste tudi v tej veliki knjigi Vse je usoda. Življenje je ena velika šola. Kaj ste se vi naučili? Marsikaj sem se naučil, moram pa odkrito povedati, da še zdaj delam napake. Iste napake ponavljam, ker sem pač tak, to je ta moj karakter, to mi je bilo dano,
da ljudem zaupam in me ljudje tudi kar orang ogolfajo včasih in tako dalje, ker sem predober, enostavno ljudem verjamem. Ne. Ampak mislim, da mi je to sam plus. Dobro, gospod Matjaž Tomle, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala vam. Spoštovane gledalke in gledalci, nasvidenje.